Prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci slovenske skakalne reprezentance. Po izjemnem mesecu lahko rečemo, skoraj je že minil od takrat. Z nami je vseh 6 fantov skupaj s Goranom. Juriju smo danes dali prostor, da si odpočije od vseh odrgnin in adrenalina, ki se po njemu priliva v ta konec tedna. Danes smo v prostorih Mercatorja, v Maxi Marketu, naš nov pokrovitelj. In z nami je tudi gospa Katja Kek, direktorica marketinga in razvoja, zato vam na začetku kot gostiteljici kar predajam besedo. Najlepša hvala. En lep pozdrav v imenu najboljšega soseda, seveda danes v takem prijetnem, maksimalno prijetnem ozračju. Jaz mislim, da danes že na zraku čuti, da imamo opravka z prav posebno ekipo. Zato vam v imenu Mercatorja čestitam za vse vaše uspehe, pa ne zgolj samo za vaše uspehe, predvsem vam čestitam tudi za to, kakšen vzor ste. Jaz mislim, da to, kako vas spremljamo že zadnja leta, v zadnjih mesecih pa še posebej, dokazujete, da z trdnim delom, z pozitivno energijo, predvsem pa mislim, da neka taka otroška navihanost, ki jo lahko čutimo v vsakem od vas, v vsaki odpetem, v vsaki zmagi, ki ste jo deležni, čutimo, da postavljate en poseben vzor tudi mladim skakalcem, ki šele prihajajo za vami. Nenazadnje smo se tudi zato v Mercatorju odločili, da v okviru našega sponzorstva letos izvedemo prav posebno donacijsko akcijo, s katero želimo seveda tudi podpreti društva, skakalne klube, v katerih se šele kalijo naši bodoči skakalci. Tako da na tem mestu izrekam vso pohvalo, hvala, ker ste nam vzor. Čestitam tudi Smučarski zvezi, mislim, da ste mogoče včasih močkam bolj skriti, malo manj na očeh, a vseeno brez vas dejansko teh uspehov, ki jih danes gledamo, ki smo jih danes deležni, ne bi bilo. Tako da želim vam veliko uspeha še naprej, pišete leto zgodovino, leto spominov. Jaz vam želim, da ne bodo omejeni z koledarskim obdobjem, ampak ne to leto traja in traja. Mi bomo pa z veseljem vas še naprej podpirali. In tako kot pravimo, skočitev Mercator, podprite skakalce, želim vam vse dobro še naprej. Hvala. Hvala lepa. Z nami je tudi predsednik zbora in odbora najuspešnejše panoge v zgodovini slovenskega športa, gospod Kuba Jakovič. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Posebej seveda pozdrav gospe Kekovi in na našemu gostitelju Mercatorju. Ne samo, da je bilo dobro, fantastično je bilo, lahko smo vse to prebrali, vse smo doživeli, pogledali, videli in res hvala lepa vsem skupaj za res prekrasne trenutke na Smučarski zvezi, predvsem pa vsem Slovencem, ki so množično sedeli pred ekrani. Ko je bila ta vzhodna turneja, vedeli smo vsega tega pričakovali. Nismo pričakovali, da bo imel SK Triglav tam društveno tekmo, nismo pričakovali, da bo Smučarska zveza imela tam državno prvenstvo, ampak vse to se nam je zgodilo in zato res najlepša hvala. Jaz bi rad izkoristil, glede na to, da ne smemo biti kaj preveč euforični v vodstvu, ampak moramo sezono speljati do konca, tako kot je treba. Fantom omogočiti tudi mirno nadaljevanje, bi pa danes to priliko izkoristil samo za 2 stvari. Prva je ta, da se zahvalim celotnemu strokovnemu vodstvu, vsem tistim, ki stojijo za A ekipo, ki stojijo za B, za kontinentalnim pokalom, za alpskim pokalom. Brez te stroke, brez teh ljudi, brez mejnih dejavnosti, brez množice ljudi, ki stojijo za temi fanti, ki danes tukaj stojijo, teh uspehov ne bi bilo. Talent in pa čas, ki ga posvečajo temu športu, ni vse. Tukaj je treba vztrajnost, tukaj je treba imeti znanje, tukaj je treba imeti strokovnost in za te stvari poskrbijo vsi tisti, ki stojijo za njimi. Zato res najlepša hvala, prevečkrat jih pozabljamo, stojijo v senci in bi rad danes to izkoristil res množično obisk smučarske konference, da se jim res iskreno zahvalim. In drugo, česar ni, je pa seveda sponzorstvo in tukaj gospe Kekovi, celotnemu vodstvu, gospodu predsedniku Toniju Balažicu, res najlepša hvala za tako veliko podporo, kot so jo izkazali
in jo lahko vidimo v vseh centrih. Naša želja je namreč bila, da preko dobrega soseda, najboljšega soseda pridemo v stik z vsako gospodinjo, z vsakim možem, bomo rekel, soprogom te gospodinje, glede na to, da vsak dan obiščemo te trgovine. In mislim, da to, kar so naredili za popularizacijo skokov, tega v Sloveniji v skokih nismo še doživeli. Gre namreč za to, da bi želeli za njihov pomočjo, za tem, da prispevamo nekaj za smučarske skoke, za svojega žepa, omogočiti tudi v nadaljevanju tistim, ki danes stopajo na to pot, imamo pri tem ogromnem vpisu v klube omogočiti na teh manjših skakalnicah, da jih obnovimo po celi Sloveniji, da teh 60 skakalnic je dejansko v funkciji in da imamo jutri tudi šampione v planici čez 5, 10, 15 ali 20 let. Tako da res, Mercatorju najlepša hvala, gospe Kekovi, ki je imela posluh za to stvar in pa seveda vsem drugim sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo vse programe, da smo vso opremo, da smo vse tisto, kar smo si zadali, speljali tako, kot smo in da imajo dejansko fante in dekleta mir. Na dekleta ne smemo pozabiti, tudi ljubno je bilo v centru te pozornosti za zgodovinsko zmago na domačih tleh in pa za 2 dni stopničk. Tako kot jih je bilo 5 stopničk na Norveškem, tako je bilo tudi letos v Ljubnem. Res, uspehi je veliki, vendar počakajmo do planice, počakajmo do konca, zaenkrat pa seveda kapo dol tako fantom, dekletom, kot tudi vsem strokovnjakom, celotnemu trenerskemu vodstvu, ki stoji za njimi. Hvala lepa. Hvala lepa. Z nami je tudi direktor Smučarske zveze Slovenije, gospod Joško Križan. Joško. Lep pozdrav vsem skupaj. Čestitke celotni ekipi z Petrom na čelu, strokovnemu štabu in vsem ostalim, ki so deležniki v tej uspešni sezoni. Takele srečanja so nas fantje z rezultati kar navadili, da so zelo pogosto. Danes je to posebno ravno zaradi tega, ker nas gosti Mercator, ker se vidi, da šport in posel lahko naredita super sinergijo, tako kombinacijo, v kateri so vsi zmagovalci. Na eni strani Mercator, sponzor, aktivacija ta kaže, da so lahko kupci zadovoljni, zveza, športniki, ne nazadnje, je to en projekt, ki gleda v prihodnost. Tudi tisti, ki se zdaj lotevajo skakanja, pa se bodo s pomočjo tega projekta res imeli boljše pogoje in to je res en vložek za prihodnost. Jaz bi se pri prihodnosti uzrl čist kratkoročno 3 etape še do konca sezone, do velikega finala v Planici in bi na tem mestu tudi celotni ekipe zaželel, da grejo po tej poti naprej, pogumno, tako kot je bilo to do zdaj. Hvala lepa. Goran. Ne, počakaj za to. Ja, v bistvu zdaj bi pa jaz Tomija prosil, da se usede. Jaz sem že kar en cajt od novoletne naprej malo tuhtal, ker nisem samo jaz tisti, ki je dobil novoletne turneje, ampak je bilo to cel kup enih ljudi. Zato smo pa tudi v stav sem poklical in da smo v bistvu s pomočjo enega moža pripravili za vsakega člana te moje ekipe, ki zadnje deluje na glas in potih, na manjše 3D printe novoletnega dosežka. Glede na to, da je teh imen kar veliko, sem jaz tam plonkici sestavil, da nam pozabil. Sem začel kar počas vse klicati pa predaje. Začel bom z Goranom, ki je najbolj ponovaren zmeraj. Ja, sem v bistvu z Goranom veliko vsi komunicirate, tako da njega ni potrebe predstavljati.
Naslednji, ki bi ga prosil, je Jani. Jani pa v bistvu človek, ki z mano že najdel dela. In v bistvu je on tisti, ki me zjutraj pogleda, pa ve, koliko učne spava. Hvala. Pa imamo naprej našega garača Franka. On skrbi, da varno pridejo vsi računi na zvezo, pa da mi vsi varno imitacijo delamo, pa konec koncev tudi, da imamo vsi dobro pošite dresi. Hvala, Frank. Kako ti dobro? No, to so bili v bistvu te trenerji, ki so zdaj zmeraj z nam po tekmah. Spomnimo pa še Matjaža Polaka, ki je pa v bistvu naš kondicijski trener in nas je on tisti, ki nas skozi čez poletje gon pa tera. No, zdaj, če nas Matjaž zdaj, če mu na treningu kaj ne gre po planu, pa nas malo predtreniram, smo pa vsi zjamrani, pa preda na vrsta naša dva maserja Urbana. Oba sta Urbana, en je Komac, en je Jar. Kaj zdaj se vidi? Hvala. Hvala tebi. No, pa, ker smo to mi enkrat zrihtani, pa rabimo pa nekakšno opremo. Zdaj, v bistvu tisto, kar največ rab pozornosti, so sluče pa dresi, tako da to prvo povabil Elano od Satonija pa Jošo, da oba pridete sem. Jošo je tisti zraven na vsak tekem, pa drgne smuče, to ni pa Faber, to odteleč vod. Hvala. Evo, pol rabimo še drese. Zdaj v bistvu zelo dolgo sodelujem z Dalijem. Dar je tudi nek tukaj, da je. Je. Ga prosim, da pride sem. Ja, v bistvu zdaj letošnjo sezono sem skakal z Daretovim dresom, pa še ene drese, da sta delala od Jurija Mami pa Uroš Vrhovec, ampak sta trenutno na Celim, pa zato nista mogla priti. Pa seveda tudi okovje rabim. To imamo pa tle slovencenega zelo močnega inovatorja, Slatnarja, ki je v bistvu v smučarskih skokih naredil preporod okovji, da smo vsi začeli tukaj, kaj bi lahko v rokovih še kaj novega naredili, on bo to vse realiziral. Ja, pa smo zdaj dali tako, pa še nismo. Ja, v bistvu je pa še, to je samo en operativni del, da smo mi na skakalnici uspešni pa delamo, da pa sploh lahko začnemo trenirati, pa rabimo še podporo iz Smučarske zveze, da nam pač skrbi sponzorje in ostalo. Zato bi se tudi zahvalil
gospodu Smrekarju, ki v bistvu je najvišji predstavnik Smučarske zveze. Žal tudi ne more biti tukaj prisoten, ampak ga bo tole čakal, tako da bom predal kar gospodu Križanu še, ga povabil. Sicer še ni zelo dolgo z nami, ampak zaenkrat se je izkazal. Naprej bi povabil tudi gospoda Jasniča, on je pa že bil pred mano, se mi zdi, zelo veliko tega smučarskih zvezi. In je tudi zelo zaslužen, da se no, to je bil v bistvu tak najvišji vrh. Pol je seveda pa tisto, ko v pisarni skrbi, da nekako mi vse avione ujamemo, da bi približno plačan vse, je pa Tomaž Vernik. Ja. Pa pol naprej eden, ker nam pa veliko kar teži, kako pa vse nositi, pa kjer je sponzorje držati kje, pa gospod Andraž Kajtner, je še gospodič. To mislim, da smo zdaj vse. V bistvu zahvalim se gospodu Andreju Žužku, ki je tele orle vse on pripravil. On je v bistvu prišel na idejo, da bi te 3D printe naredili. In v bistvu je mislil samo enega ali pa dva, ampak pa sem prišel na idejo, da bi to nekako vse skupaj izpeljali. Tako da najlepša hvala. Pa še enemu človeku sem zelo dolgo razmišljal, če sploh mu dal, ker je zelo veliko živcev požre. Ampak me pa zelo veliko tudi obvaruje, predvsem pred vami. To je pa Tomi. Skupaj. Dajte se skupaj. Je že v redu. Hvala lepa, zdaj bom jaz prevzel, da bom lahko še naprej tečen. Tako, malce presenečenja, nisva nič vadila, zato mogoče ni izpadlo tako spontano, ampak v redu je bilo. Hvala lepa, Peter, hvala lepa vsem ostalim, novinarska je končana, fanti grejo naprej. Sebe. Goran Janus. Ogromno rezultatov se je nabralo, izvrstnih, povsod vodimo, s hrbtom po tleh podrsamo pa zmagamo. Ima sploh še smisel iti naprej? Najprej lep pozdrav. To mi ne vem, kakšno je to vprašanje. Prosim, da se drugič malo zbereš, pa kaj pametnega vprašaš, če se splača. Pred nami je en mesec, 11 posameznih, 2 ekipni tekmi, ogromno stvari bo treba še dodelati. Trenutno smo v pokalu narodov drugi, Nemci za nami, tako da bo pošten boj. Norvežani so ta trenutek, jaz mislim, premočni, kar se ekipe tiče. Vprašaj. Kdo pa gre naprej? V Lahti gre 7 fantov, je sicer Peter, Juri, Rubi, Anže, Domen, Andraž Pograjc, Jaka. Po Lahtiju gresta Anže in Domen na svetovno mladinsko prvenstvo. Tomaž prihaja v Kopijo, ker bomo skakali s 6. Anže Semenič prihaja po Ameriki v Almati, ker bomo spet skakali s 7 tekmovalci. Super, hvala lepa, seveda vam bodo vsi na koncu na voljo za izjave.
Pa dajmo danes Robiju najprej besedo, ker je Peter že kot govoril. Robi, najprej še enkrat iskrene čestitke. Vstal si od mrtvih, bi lahko rekli, sicer ne s celim komolcem, ampak vseeno. Očitno ti še gre. Lep pozdrav. Ja, tako dobro, kot te jezik reče, ne še. Ja, pač se v bistvu temu zadnjem obdobju je že šlo skozi na bolj, ampak pač na tekmah se mi nekako ni stvar poklopila tako, kot bi želel. Zdaj pa v bistvu vikar sem do mi super uspel in sem zelo zadovoljen. Zdaj pričakuješ, da bo šlo tudi na kakšni manjši skakalnici tako dobro, se ti v glavi odprlo, da bodo zdaj rezultati prišli tudi na teh napravah, ki niso letalnice, ker vemo, da si letalec? Ja, upam, da mi bo čim bolj stekalno, da bom prenesel te skoke na manjše skakalnice, se vsako mi to že super uspel. Tako da, ja, sigurno bo veliko lažje. Zdaj se malo manj razmišljam o tehniki, tako da se stvari lažje popravljajo. Fajn. Super, hvala lepa. Peter, zdaj po prespani noči, na drugi strani, ja. Po prespani noči, kakšna bolečina, kje je vse v redu? Ne, v bistvu nič me ne boli, vse celo. Zdaj, v svetovnem pokalu si očitno zelo močen, premočen za vse ostale tekmece, lahko bi rekli, delaš, kar želiš, ampak vseeno, najbrž malo pa te v glavi žre kristalni globus že, ali ne še? Ja, sem rekel, da delam, kar želim. To že od 8. do 10. leta, odkar sem začel skakati. Ta globus, tako je, no, pač pride kdaj v glavo, ampak treba je dati stran. Slej Goran kar lepo povedal, kakšna še statistika nas čaka do konca sezone. In zdaj je treba biti zbran na petkovo tekmo v Lahtiju. Odlično. Hvala lepa. Anžela Nišek, zdaj jaz, tako poznam, bi lahko rekel, da si kar dobro skakal, glede na to, da si bil na infuziji, čakrat je bilo slabo in najbrž to kar precej moči vzame človeku takole pred poleti, pred v bistvu eno tekmo, ki je zelo zahtevna, ker 3 dni leteti vsi vemo, da ni lahko. Lep pozdrav. Četrtek sem zbolel. Dobil sem tista vrečka, čudežna, ampak moči v noge mi enostavno ni vrnile. Bo pa zdaj boljše. Imaš zdaj v planu morda kaj več kondicije narediti, kaj delati na vzdržljivosti bolj, da povrneš moči? Mislim, da pretiravati ne rabim. Naredil sem danes moč, normalno, pretiraval nisem, tako da mislim, da je to prav. Super, se že veselimo vseh tvojih naslednjih nastopov. Jaka, hvala. Tudi ti bi lahko rekli, počasi si vstal z mrtvih. Očitno zdaj gre navzgor. Ja, lep pozdrav. Ja, jaz tako malo grem pa pridem nazaj, ti to mi sproskostle. Še nekaj. Sem mogo zgledati tebe na vas malo. Ja, ne. Bolj konstantno zraven. Ja, ne, jaz sem vesel, da sem nazaj. Stvari se počasi postavljajo na prave tire in jaz upam, da bom to pot peljal naprej. Dobro, nici. Ja, pa še naprej. Odlično, super, hvala. Tomaž Laglič, vidno pa še nisva tam, kar bi si želela, ne? Je še kaj za popraviti? Ja, res je, ja. Pač ta vikend nisem naredil niti enega tazga skoka, kar bi si želel, oziroma poleta. Tako da ostajam zdaj doma na treningu, četrtek, petek v Planici, tako da bom poskušal odpraviti napake in pol vklopijo naprej palmati. Andraž Pograjc, bolj kot za nazaj me zanima za naprej. Kakšen cilj si ti postavil do konca sezone? Ja, lep pozdrav vsem. Ja, da ostanem zraven tudi v svetovnem pokalu, pa da se še malo izboljšam, bo še treba kaj popraviti, da bom nekako konstantno hodil do točk, pa še kaj više. Hočeš posebni rekord? Ja, v bistvu neuradno je 222. Se pravi 223 potem v Ne več. Hvala lepa. Zdaj ste na vrsti vi, so kakšna vprašanja?
Prosim. Čakam, spasim še. Kaj bi sporočili Citibanom, ki so imeli do 9 let, ki so imeli zdaj ta vikend prvenstvo državno v Planici? Peter, daj ti, tebe otroci imajo radi. Je Cicibani. Je nič, kaj ne sporočim, v bistvu jim lahko sporočim samo to, da ne samo uživajo v skokih, pa bogajo trenerji, to je vse. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Desna nič, leva nič. Prav, če ne, najlepša hvala Mercatorju, da nas je gostil v Maxi klubu. Na Smučarski zvezi nimamo tako nove sobe za novinarstvo, tako da upam, da se bomo kdaj lahko še vrnili. Hvala lepa vsem in srečno na naslednjih tekmah.